Odgovor Združenju novinarjev in publicistov, ki napada novinarjev, komentar dneva, Darko Štrajn, predsednik predsedstva Liberalne akademije. Peter Jančič nam očita stališča, ki jih nikoli nismo izrekli. V naši javni izjavi niti v eni besedi nismo presojali ali sodili o tem, na čigavi strani je resnica, kdo ima prav, finski novinar ali Janez Janša. To so nam v Združenju novinarjev in publicistov preprosto potaknili. Zato je povsem odveč cenen retorični manever, s katerim nas v ZNP sprašujejo, če se zavzemamo za črtanje 21. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, presumpcije nedolžnosti, ki določa obveznosti slovenskih novinarjev pri ravnanju, o katerem razpravljamo. Še bolj pa vzklik, bo svobode tiska in govora res več, če nam zapečatite usta, ker ne mislimo enako kot vi, ki kaže na nenavaden občutek ogroženosti izjavljavcev, za katerega nikjer nismo dali povoda. Resnica je namreč povsem nasprotna. Za nas so novinarska združenja nadvse legitimna in zaželena, zato smo tem bolj šokirani, če v njih s takšno vnemo in periodicem napadajo domača in tuja novinarska imena. V tem se skriva tudi odgovor na dilemo, kdo zares ne razume premise nedolžnosti. V ZNP se namreč obnašajo, kot da že zanesljivo vedo, kdo je pravi avtor dokumentarca za razkrito resnico. V Liberalni akademiji želimo znova opozoriti, da novinarsko cehovsko združenje, ki ga vodi Peter Jančič, namesto zagovora zaščite avtonomije novinarjev, to nesramno blati, šikanira in namiguje na nekakšne skrite komplote za avtorje in uredniki finske televizije. Pri tem so si za svojo tarčo sposodili predvsem novinarja Blaža Zgago, kot da je ta nekakšen skriti prešepetovalec in pravi avtor obtožb, s čimer grdo diskreditirajo ne le njega, temveč tudi finskega novinarja in urednike. Če kaj takšnega počne politika, je nedopustno. Če to stori novinarsko združenje, ki bi po definiciji moralo braniti poklicno avtonomijo, pa to meji na škandal. To pa sta storili Janševa politika in ZNP z roko v roki, časovno in vsebinsko sinhrono. Sem gledal za Jančiča na televiziji in rekel, da so krive volitve. Ja. Da če bi ta finska oddaja bila na sporedu pred 2 letoma, noben pa ne sploh ne bi pisal o tem. Noben, kje pa, zato ker to ni zanimivo, nekdo obtožil predsednika vlade. Ja, seveda.